Radijska kateheza. Dobro večer in prijazen pozdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke, ki nas poslušate v sobotni katehezi Zdravilna beseda. Smo v velikonočnem času. To je čas upanja in veselja, da smo kristjani in po krstu Božji otroci. A ne pozabimo, da še ne živimo v nebeškem kraljestvu, pač pa na zemlji. Tu se še borimo, da bi našo človeško naravo čim bolj upodobili po Kristusovi podobi, da bi postali sveti. Da, borimo se. To še posebej velja za osebe, ki se borijo z eno od številnih odvisnosti, katerim lahko podleže vsak človek. Borijo se tudi njihovi svojci in prijatelji, ko jih podpirajo in stojijo ob strani. Na svoj način se zanje borijo tisti, ki jim skušajo pomagati tudi strokovno in jih spodbujati. O tem nam bo danes več povedal gospod Tomaž Makovec, ki se usposablja za moderatorja Zdravilne besede. Bil pa je več kot 20 let tudi terapevt v društvu Abstinent na Vipavskem, sicer pa je zaposlen kot diplomirani zdravstvenik v enoti za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu Ajdovščina. Tomaž, en lep prisrčen pozdrav na valovih Radia Ognjišče. Dober večer tudi z moje strani in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Res je dragoceno, da imamo tudi med moderatorji Zdravilne besede ljudi, ki se spoznajo na to temo, o kateri bova danes govorila. Kako pa bi iz vaše izkušnje teh več let pojasnili besedo zasvojenost? Ja, področje zasvojenosti je kar obsežno področje. Mogoče preden bi pojasnil samo besedo, bi rekel, da zasvojenost oziroma odvisnost se ne razvije na hitro v enem koraku, ampak je to en daljši proces. Zdaj, samih definicij odvisnosti oziroma zasvojenosti je več. Skupno mogoče vsem tem definicijam je to, da se pri posamezniku pač razvije umetno pridobljena škodljiva biološka potreba, ki ni naravna. Praktično bi to najlažje pojasnil s tem, da nekdo, ki zlorablja alkohol, s časoma, z meseci, z leti, pač tak posameznik prišel do trenutka, ko bo ta alkohol potreboval na dnevni bazi. Ne? Vsak dan bo moral vnesti določeno količino alkohola in ukolikor se tega ne bo storil, se pri takem človeku potem pojavijo tegnitveni znaki, kot je tresenje rok, slabosti. Rad bi poudaril tudi to, da gre za bolezensko stanje. Ko se enkrat razvije bolezen odvisnosti, to pomeni, da gre za kronično obolenje in tak posameznik običajno potrebuje pomoč drugih, če želi izstopiti iz tega kroga odvisnosti. Torej bi lahko rekla, da ne gre samo za dobro voljo ali pa nekdo nima trdne volje in ne zmore. Prav značilnost bolezni odvisnosti je tudi v tem, da se pri takem posamezniku razvije ta šibka volja, on sam se ne more zanašati na to, da bo lahko svojo voljo premagal to bolezen odvisnosti, ampak običajno taki posamezniki potrebujejo pomoč strokovnjakov, skupnosti, da mu potem pomagajo. Tomaž, s čim vse pa se lahko nekdo zasvoji in postane odvisen? Ni to samo alkohol, ne? Zdaj na splošno razdelimo bolezni odvisnosti v dva večja sklopa. Nekemične odvisnosti, ki so v teh časih modernih precej v porastu, in pa kemične odvisnosti, kjer v bistvu gre za substance, ki povzročajo pač bolezen odvisnosti. Zdaj, lahko jih razdelimo potem še na te, ki so dovoljene, kot recimo alkohol, nikotin in kofein, in pa tudi take, ki so prepovedane, ki jih poznamo, kot je heroin, kokain, marihuana in številne druge sintetične droge. V bistvu pa gre v ozadju za podoben mehanizem. Če gre pri substancah za neko substanco, ki sproži recimo izločanje tega znanega dopamina, ki povzroči ugodje, gre pri nekemičnih odvisnostih za vedenja, kot na primer igranje računalniških igric, ali pa nek spletni poker, ali pa igre na srečo. Ta vedenja tudi v človekovih možganih sprožajo večje količine dopamina in v končni posledici to tudi zasvoji človeka.
Imate veliko izkušenj z ljudmi, vendarle bova zdajle prebrala zgodbo iz priročnika Zdravilna beseda, da ne bi kogarkoli izpostavljala. In vas vabim, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da ji prisluhnete, se v njej morda prepoznate ali pa vaše svojce in naprej pa bomo sledili vsebini. Naslov zgodbe: Še ena pijača mi ne bo škodila. To ni pravično. Uroš je zadrževal solze, ko je stal pred glasbeno šolo. Ravnokar so mu povedali, da mora zapustiti učilnico, ker njegova šolnina ni bila plačana. To je sicer že predvideval, saj bi morala biti šolnina plačana že pred mesecem dni. Njegov učitelj je bil prijazen, ni želel, da bi Uroš manjkal na urah, saj je bil eden od boljših učencev. To jutro ga je ravnatelj poklical v svojo pisarno. Že 3-krat sem te posvaril, je rekel. Zelo mi je žal, ampak moral boš iti domov in prinesti denar. Uroš se je počasi premikal proti domu, vmes je brcal v kamne. Vedel je, da so njegovi prijatelji opazili, kaj se je zgodilo, in počutil se je osramočenega. Njegova mati Sonja je zunaj pred hišo sadila rože. Takoj, ko ga je opazila, je vedela, kaj se je zgodilo, in srce je za hip otrpnilo. Rajko, Urošev oče, je imel dobro službo, delal je v pisarni, ampak je ta večer, kot večina drugih, prišel pozno domov. Ob koncu službenega dne se je pridružil kolegom ob vrčku piva. Večina od njih je šla po eni pijači domov, Rajko pa je ostal v baru in pil pivo za pivom. Šele ko se je bar zapiral, se je odpravil proti domu. Sonja in Uroš sta Rajka slišala že oddaleč, kako je prihajal domov. Glasno je pel. V hišo je prikorakal s širokim nasmeškom na obrazu. Moja draga ženka, je vpil, kje si? Sonja ga je na hitro pozdravila in mu nemudoma postregla z večerjo. Ko je pojedel, mu je Uroš povedal, da je bil izključen iz glasbene šole, ker šolnina še ni bila plačana. Rajko je za nekaj sekund umolknil. Potem pa je rekel, šele naslednji teden je konec meseca. Takoj, ko bo plača, bom imel denar za tvojo šolnino. Ne delaj si skrbi, saj se boš lahko vrnil v glasbeno šolo. Uroš ni bil čisto prepričan, če mu lahko verjame. Večer pred dnem, ko naj bi Rajko dobil plačo, mu je Sonja poskušala dopovedati, da družina trpi zaradi njegovega pitja. Jezno je odvrnil. Ne govori mi, kako naj ravnam s svojim denarjem, to ni tvoja stvar. Naslednji dan so vsi dobili plače, tudi Rajko. Ob koncu delovnega dne so se nekateri sodelavci dogovorili, da grejo v lokal, kjer sami varijo pivo. Rajko je vedel za svojo obljubo in hotel se je takoj odpraviti domov, a si je vseeno rekel: ena pijača mi ne bo škodila in zaslužim si jo, ker za to plačo res veliko delam. Ampak, ko so bili enkrat tam, je pijača sledila pijači. Sonja ga je doma nervozno čakala. Začelo se je temniti, a moža ni bilo od nikoder. Otroke je nahranila, čeprav zanjo hrane ni več ostalo. Končno, dolgo potem, ko so že vsi otroci spali, se je Rajko vrnil domov popolnoma opit. Tokrat je bil jezen, ker se je počutil krivega. Sonja ga je vprašala, kje ima denar. Ženska, neumna, kakšen denar neki, je rekel in nastavil dlan, da jo udari. Na srečo je bil preveč pijan, da bi jo lahko udaril. Nekaj trenutkov zatem je zaspal. Od njegove plače ni ostalo veliko. Naslednji dan je Sonja želela v Uroševi prisotnosti spregovoriti v upanju, da bi stvari obrnila na bolje. Uroš je samo nemo strmel daleč predse. V sebi je Sonja čutila neizmerno žalost in jezo. Odločila se je, da gre do župnika, pastorja, po pomoč. Župnik je rekel, naj bo močna, in ji povedal citat iz Svetega pisma. V tem življenju boste imeli stiske. Tako se mi zdi taka zgodba, ki podobna marsikateri zgodbi, ne? Mogoče malo z drugo dinamiko, pa vendarle, ko gledam tega človeka, Tomaž, kaj se mu je zgodilo?
Prevara je v tem, da obrambni mehanizmi, ki se pač pojavijo pri človeku, ki zlorablja alkohol, so tako močni, da se tak posameznik z resnico nekako ne more soočiti. Ne. In živi v tej iluziji, da bo vedno to zadnji kozarček. Ne. Da on zmore. Da on zmore, ampak kot sva že prej omenila, ne, ko se enkrat razvije bolezen odvisnosti, tak posameznik nima sam več te moči, da bi zmogel se temu odpovedati uživanju pač te substance, v tem primeru alkohola. Ne. Seveda tale oče Rajko ni prišel v to stanje naenkrat, ampak sigurno je za njim daljše obdobje pitja. Je pa mogoče zapovedati tudi to, da kot je tudi v tej zgodbi lepo vidno, cela družina nekako čuti posledice zlorabe alkohola in potem tudi odvisnosti. In so svojci tisti, največkrat svojci tisti, ki v nekem trenutku uvidijo, da tako ne bo šlo več naprej. Ne? Da je potrebno nekaj ukreniti. Pač kot skupnost, kot krščanska skupnost, ne, smo vsi mi poklicani, da vkolikor poznamo še tak primer, nudimo pač pomoč. Ne? A bi lahko rekli tukaj, da je bil odziv tega gospoda z Božjo besedo primeren? Mislim, da ni bil primeren, ne? Da so svojci v takih trenutkih rabijo neko konkretno pomoč, ne? Da najprej se oni sami razbremenijo, da smo jih pripravljeni jim prisluhniti in pa da jim ljubeče na nek način, vendar odločno povemo, da bo potrebno poiskati pomoč. Ne? Kako pa ta sin Uroš, ne? Tako sem ga doživela v tej zgodbi, da so mu propadali upi na njegovo prihodnost. Tle se dotikamo zelo pomembnega vprašanja, ne? Kako se lahko določene rane prenašajo potem iz generacije v generacijo naprej. Ne? Pač ugotavljajo, da posamezniki, katerih svojci so imeli težave z odvisnostjo, na primer od alkohola, so v veliko večji nevarnosti, da se tudi pri njih samih razvije potem bolezen odvisnosti. Uroš gotovo doživlja razočaranja, ne? Vendarle gre za njegovega očeta, ki je odvisen od alkohola, zasvojen in mladostnik ali pa, če so to še mlajši otroci, ne morejo razumeti te situacije. Ne? Mogoče je zdaj trenutek, da rečemo, da velikokrat se mogoče tudi tale Rajko je imel v svojem otroštvu kakšno negativno izkušnjo, kakšno rano. Ne? Velikokrat je zloraba alkohola povezana ravno s tem, da posameznik, ki v sebi nosi veliko tesnobe, veliko neke čustvene bolečine, potem poskuša to bolečino nekako umiliti in velikokrat se zgodi, da to si pač tak posameznik pomaga z alkoholom ali s kakšno drugo substanco in temu rečemo strokovno samozdravljenje. Ne? Vendar to potem pomeni, da tak posameznik, nobeden od teh ljudi, pri katerih se razvije bolezen odvisnosti, se nekje na začetku ne reče, jaz bom odvisnik od alkohola ali pa od heroina. Ampak gre velikokrat za to bolečino, za neko tesnobo, za neko čustveno bolečino, ki si jo tak posameznik pomaga razreševati z alkoholom, ne vedoč, da na daljši rok ga bo to lahko pripeljalo v odvisnost. Ne. Moje ime je Boštjan Cifer, z družino živimo v Mariboru, odraščal sem pa v Prekmurju, v precej konfliktni družini, kajti moj dedek je bil alkoholik. Kmalu po mojem rojstvu sta se oče in mama ločila in zaradi vseh konfliktov doma se je moja mama umikala od doma in me prepuščala v oskrbo babici. Spomnim se, da sem v otroštvu bil zelo osamljen otrok. V 4. razredu osnovne šole se je moja mama preselila v bližnje mesto, jaz pa sem ostal pri babici in stricu ter da nadaljeval osnovno šolo na vasi. Kmalu potem je umrl moj dedek in stanje doma se je zelo izboljšalo. Moj stric je prevzel vlogo mame in očeta v mojem življenju, začel sem uživati življenje z njim, hodila sva skupaj loviti ribe, igrati nogomet, po nakupih, ampak malo zatem je umrl v prometni nesreči in to je bil zelo velik šok zame. Izgubil sem edinega prijatelja, ki sem ga imel v življenju. 2 leti zatem sem se moral preseliti k mami, s katero nisem imel pravega odnosa.
Začel sem odkrivati svojo identiteto in iskati družbo, ki bi me sprejela. Sošolci so me enega dne povabili na parti, kjer sem se prvič tudi napil, in to je bila moja prva izkušnja z alkoholom. Kmalu zatem sem poskusil marihuano in kasneje tudi razne tablete, predvsem pomirjevala. In 3 mesece po začetku mojega eksperimentiranja s tabletami, z marihuano, sva se s prijateljem odločila, da bova poskusila heroin. Obiskala sva odvisnika, ki nama je nabavil heroin in nama ga tudi injiciral v žilo. In to je bila takrat zame ena najboljših izkušenj. Vsi strahovi, problemi v mojem življenju so izginili. Počutil sem se, kot da je ves svet moj. Po nekaj mesecih uživanja sem sam tudi začel preprodajati drogo. Imel sem precej denarja in tudi brezplačnega heroina, kar je še bolj poglabljalo mojo odvisnost. Prvi 2 leti ni bilo nobenih problemov, po 2 letih pa so se začeli pojavljati. Zaradi kraj sem večkrat končal na policiji, na sodišču. Kmalu zatem so tudi na šoli ugotovili, da imam probleme z odvisnostjo, zato so poklicali moje starše in predlagali, da grem na zdravljenje. Predlagal in vpisal sem se na metadonsko terapijo, ker sem vedel, da bom na ta način vsak dan dobil brezplačno drogo. Po nekaj mesecih sem na željo staršev in šole odšel na detoksikacijo v Ljubljano. Zdravljenje je potekalo 6 tednov in na tem zdravljenju sem si že varčeval denar in delal načrte, da takoj, ko pridem ven, ponovno zaužijem heroin. In to se je kmalu tudi zgodilo. Zatem sem se ponovno vpisal na metadonski program. Zaradi odvisnosti sem moral zaključiti svoje šolanje in celotno moje življenje je bilo posvečeno eksperimentiranju z drogami. Imel sem vse več problemov s policijo, sodišči, izgubil mnoge dobre prijatelje, kar je vodilo do tega, da mi je življenje postajalo vse večje breme. Po 5 letih odvisnosti je v meni začela rasti želja po svobodi. Začel sem se umikati na samo in iskati možne rešitve iz začaranega kroga odvisnosti. In nekje po 6 letih odvisnosti sem se odločil, da grem še drugič na detoksikacijo v Ljubljano, tokrat na lastno željo. Po vrnitvi domov sem poizkušal zaživeti novo življenje, ampak je bilo zelo, zelo težko. Bilo me je strah življenja, počutil sem se zelo praznega in osamljenega. Nisem vedel, kako živeti v svobodi, kako naj zaživim novo življenje. Po 3 mesecih notranjega boja sem obupal in ponovno zaužil heroin, ter se še 3. pisal na metadonski program. Zaključil sem, da bom celo svoje življenje odvisnik. Moje življenje je nato iz dneva v dan postajalo vse bolj težko. Hrepenel sem po svobodi, ki pa je nisem znal in zmogel živeti. Začele so me tudi preganjati črne misli o samomoru in o tem, da končam svoje življenje. Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant kristjan in me vpraša, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. In zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen v to skupino, kjer smo brali Sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu. Na nek način sem čakal čudež, ki bi mi dokazal, da Bog obstaja, ampak ni bilo ne čudeža, niti nobene spremembe v mojem življenju. Skupaj z verniki smo se odločili, da bi morda bilo najbolje zame, da grem v komuno za odvisnike. Cerkev je zbrala denar za letalsko karto za Španijo in nekaj dni pred odhodom sem obiskal skupino, ki jo je vodil moj prijatelj Alen. Brali smo zgodbo o tem, kako je Jezus hodil po vodi. In v tej zgodbi smo videli pogumnega učenca Petra, ki pravi Jezusu, Gospod, če si ti mi ukaži, da pridem k tebi. In Jezus mu je rekel, pridi. Peter je stopil iz čolna in začel hoditi po vodi. Ampak ko je videl, da je bil veter močan, se je ustrašil in začel potapljati. Ker ni videl druge rešitve, je zaklical Jezusu na pomoč. Gospod,
reši me. In skozi ta odlomek je Bog odprl tudi moje oči. Pokazal mi je, da se tudi jaz potapljam v svoji odvisnosti in da obstaja rešitev, da lahko tako kot Peter tudi jaz prosim Jezusa za pomoč. Tistega večera, ko sem prišel domov, sem v postelji jokal in prosil Boga: Bog, če ti obstajaš, prosim, spremeni moje življenje, kajti ne morem več tako naprej. In ta molitev je zavedno spremenila moje srce in moje življenje. Bog me je našel v moji izgubljenosti preko svoje besede in drugih kristjanov. Cerkveni oče Aurelij Avguštin je v svoji knjigi z naslovom Izpovedi napisal sledeče: Ti si nas ustvaril zase, Gospod, in naša srca so nemirna, dokler ne najdejo v tebi svojega počitka. Moje življenje je bilo zelo nemirno, naporno in težko, ampak moje srce se je uspelo umiriti v Jezusu. Ne samo, da sem dobil novo priložnost, dobil sem tudi očeta, ki ga nikoli nisem imel. Dobil sem novo identiteto v Bogu. Danes vem, da imam nebeškega očeta, ki me ljubi in skrbi zame. Ob tem pa sem tudi dobil nov namen in novo poklicano življenje, da lahko s svojim življenjem služim Bogu in njegovi cerkvi. Alkoholizem ni greh, bi rekla tako lahko. To je zelo zanimivo vprašanje, zlasti za nas kristjane. Gotovo medicina, ki se s tem ukvarja, kot sva rekla, tretira pač zasvojenost kot bolezen. Tako. In v Svetem pismu pravi Jezus, da je prišel zaradi bolnih. Ne? O tej rani, o kateri sva prej govorila, ne? Jaz mislim, da nekdo, ki preprosto nima sreče, ne? Nekdo, ki je rojen v družino, kjer ni bilo čustveno toplo okolje, ni bilo ljubezni, prave podpore, ne? Tak posameznik bo vstopil v odraslost s primanjkljaji. On bo slabše opremljen kot nekdo, ki je imel več sreče. Zato bi ne bilo prav, da bi ljudem, ki imajo težave z odvisnostjo, bilo katero odvisnostjo, jim naprtili greh, ne? Da je to grešno dejanje. Ne? Ampak je res zelo zanimiva odvisnost, ne? Tudi z našega krščanskega pogleda v tem smislu. Posameznik, ki postane odvisen, pravzaprav ta, recimo alkohol, ga postavi na mesto Boga. Ne? In tale Bog, alkohol, Ga bo rešil. ja, on na nek način misli in zaradi narave alkohola, ki deluje proti tesnobi, deluje proti bolečini čustveni, on ga vzame zaradi potrebe na nek način, ker da želi zmanjšati to tesnobo. Ampak ta alkohol bo postal zadeva, okrog katere se bo vse vrtelo v njegovem življenju. Bo postal odvisen, ne? Smo rekli, da to postane prav biološka potreba. Ne? Zdaj, naš Bog, ne, je pa ta, ki nas želi odrešiti teh sužnosti. Moja izkušnja s temi ljudmi je res, ti ljudje do neke stopnje, na neki stopni se zavedajo, da si bodo uničili življenje. Ne. Ampak je ta prisila, ta sužnost tako močna, da večina ljudi ne zmore sami si pomagati. Ne. Rabijo strokovno pomoč, rabijo tu bolnišnico ali pa ambulantno zdravljenje. Nam svetopismo, Jezus je pač prišel zato, da nas osvobodi. Meni zelo ljub citat je: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in ste obteženi, jaz vas bom poživil. Vzemite svoj jaram. Ne? In ta jaram je meni zelo zanimiva prilika. Ne? Mi smo nekoliko starejši, se mogoče še spomnimo volovskih vprek, ki je imela za dva. Ne? Jaram pomeni, da je za dva vola. Ne? In Jezus nam želi sporočiti, nam sporoča, da v eni od teh v jarmu je on. Takrat, ko mi tega našega Boga odvisnosti rečemo, ne zmorem več, se mu odpovemo na nek način, oziroma se mu želimo odpovedati in povabimo Boga, da nam on pomaga, potem ta alkohol izgubi svojo moč. Seveda, tak posameznik absolutno rabi pomoč drugih, ampak tako kot imajo anonimni alkoholiki, ne, to ljudje kar dosti poznajo, imajo te svoje stopnice in mislim, da je na prvih stopnici, da priznam svojo nemoč v pogledu alkohola. Se pravi, jaz sem nemočen, ne, in izročam mojo pot naprej Bogu, ne, ki je ta, ki zdravja. Ne, ki govorijo o višji sili. Ne, govorijo recimo, o višji sili. kakor si jo že kdo predstavlja. Ne? Tako, ker ti ljudje, ki so odvisni, so nič kolikokrat poskušali.
nič, kolikokrat so rekli ženi, ne bom več, so obljubili, tako kot je Rajko obljubil, ne, v tej zgodbi, ampak jih je ta odvisnost, ta sužnost premagala. In je to spoznanje, da si sam ne morem pomagati, ključno v tej fazi, tudi na poti ko zdravljenja, ker ko enkrat si priznamo, da pač ne zmoremo sami, potem začnemo iskati pomoč. Mi kristjani seveda smo toliko bolj povabljeni, da to našo nemoč in to naš brezup izročimo Jezusu. Sveto pismo sicer ne pozna besede zasvojenost, kakor jo mi razumemo danes, ampak govori pa o navezanostih, ki so škodljive, in v nekaterih primerih pa lahko vidimo, da govori tudi o tem, saj govori o človeku in človek je že od začetka tak, kot pač je, spomnimo se samo Noeta, ki se je napil, so že poznali vino in že tisočletja nazaj so znali variti take stvari. Govorila bova, ali pa sva že govorila, da se dogaja postopen zdrs, da prihaja do notranjih bojev in obstaja pa tudi možnost rešitve z božjo in človeško pomočjo. In zdaj bova si najprej, vas prosim, da preberete iz knjige Pregovorov, ki tudi o tem govori, o tej realnosti odvisnosti. Gre za Pregovor 23, takole pravi: Ne glej vina, kako se rdeči, na koncu piči, kakor kača. Tvoje oči bodo gledale čudne reči. Rekel boš, spet ga bom iskal. Dobro, ne? Ja, če pomislimo, da so pregovori stari 1000 in 2000 in več leta, so že v takratnih časih zelo dobro opazovali in spoznali naravo te alkoholne pijače, ki nam obeta, ki privablja z neko svojo rdečino, z nekim svojim učinkom, vendar pregovor jasno pravi, na koncu piči kakor kača. In s tem Sveto pismo, Božja beseda, jasno opozarja, da moramo biti pri uživanju, na primer alkohola, zelo previdni, ker so učinki taki, pravi tukaj, na koncu piči kakor kača. Potem pa pravi, tvoje oči bodo gledale čudne reči. Mogoče smo kdaj videli nekoga, ki je v pijanem stanju in vemo, kako se tak človek obnaša. On ni več gospodar svojega lastnega vedenja, ampak to vodstvo prevzame alkohol in to ni nič dobrega. In zelo zanimivo, pregovor potem pravi, rekel boš, spet ga bom iskal. Tako da izkušnja pisca pregovorov očitno je bila tudi že v tem, da se navadimo, da je alkohol taka substanca, tako kot so tudi druge substance, kot smo jih prej omenjali, take vrste, da povzročajo odvisnost, da ga potrebuješ vedno več in da se pač to uživanje stopnjuje. Tako da ima torej alkohol svojo privlačnost zaradi svojih učinkov, nekaj obeta, ampak vse to na daljši rok prinese izredno negativne posledice in vodi v ta cikel zasvojenosti. Prej ste že omenili, da noben odvisnik si ne želi postati odvisnik. Da bi rekel, zato bom pil, da bom postal odvisnik. Vsak hoče imeti nadzor nad seboj, pa vendarle prihaja do tega notranjega boja, ki ga omenja pa tudi apostol Pavel v pismu Rimljanom, pa tudi Jakob, pa bova prebrala še to, kar se mi zdi prav ena taka človekova tragika, ki brez Kristusa je brezupna. Ja, drži. Apostol Pavel v pismu Rimljanom v 7. poglavju, vrstici 15 do 25 pravi takole: Saj ne razumem niti tega, kar delam. Ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Potem takem tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega, kajti dobro hoteti je sicer v moji moči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. V sebi torej odkrivam tole postavo. Kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Kot notranji človek namreč z veseljem soglašam z Božjo postavo. V svojih hudih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi mojega uma
in me usužnjuje postavi greha, ki je v mojih hudih. Jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti? Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, potem takem z umom služim Božji postavi, z mesom pa postavi greha. Že prej sva seveda omenila, da greh ga ne rečemo samo kot eno samo dejanje, ampak posledice greha, ki jih nekdo nosi v sebi, ko daš Boga strani svojega življenja, enemu gospodarju pač moraš služiti. A ne? Tomaž, zakaj se človek vrača k nečemu, kar ga uničuje? Ker tukaj Pavel to tragiko prav izjemno dobro pokaže. Tle mi prihaja na misel pač ta naša, kako temu rečemo, padla narava. Ne? Človek, ko se odpravi na pot duhovnega razvoja, recimo, ne? Jasno čuti to dvojnost, ki jo Pavel opisuje. Ne? In pri boleznih odvisnosti se to stopnjuje v res tragične posledice. Ne? Zakaj se človek torej vrača k nečemu, kar ga uničuje? To je res neverjetno. Ne? Se spomnim primera enega gospoda, ko je res telesno bil popolnoma že zaradi alkohola uničen. Smo bili zanj dogovorjeni za reševalno vozilo, za vse, da ga pač odpeljemo na zdravljenje, ampak on je zbežal. Ne? Se pravi, ta sužnost, v tem primeru pač bolezen odvisnosti, je tako močna, da popolnoma prevzame človeka. Ne? In mogoče bi na tej točki povedal to, no, kot kristjani smo dolžni ne čakati, da se stvari poslabšajo, ampak v Svetem pismu pravi, čuječi bodite. Ne? Pravi, mi moramo, dokler smo pri moči, dokler smo pri zdravju, skrbeti za našo duhovno kondicijo, fizično, duhovno, socialno, za vse te vidike našega bivanja, ker ko enkrat zbolimo, takrat je težje. Ne? V ozadju je vedno ta rana, ne? In ta učinek alkohola ali pa recimo heroina, kokaina, recimo, ne? Če si lahko predstavljamo nekoga, ki je živel v enih težkih razmerah, zrasel v gornjih težkih razmerah in je bilo vedno težko, napeto, boleče. Ne? Kot tak človek zaužije alkohol in začuti olajšanje, se to njemu neizmerno zapiše v možgane. Na nek način je normalno, da bo naslednjič še poskusil priti do tega stanja. Ne? Ker ta alkohol, recimo, ne, obeta neko olajšanje. In to mi je zdaj prišlo na misel, koliko je tragično to, ko danes mladi, prej kot mlajši, kot začnemo posegati po snovi, ki lahko povzroča zasvojenost, hujše bodo posledice. Današnje mlade generacije jim te ekrane dajemo že zelo mladim, ko možgani niso še razviti, ne? In bo zelo veliko teh otrok, mladostnikov potem imelo nepopravljive posledice. Ne? Ampak tudi pri teh odvisnostih, ekranskih, gre za podobno stvar. Ne? Tam se spet sprošča dopamin ob teh igricah, ne? In je zopet ta obet, ne? Nek odklop, neko prijetno občutje, ko pobegneš. In to je ta obet, ki omogoča to, da se človek vedno vrača k temu. Ne? Ja, to so razlogi, zakaj se ti ljudje, ki so zasvojeni, vračajo nazaj, ne? V odvisnost. Tako, se tudi sami morda kdaj vemo iz svoje izkušnje, da nekaj počnemo, kar vemo, da ni dobro, pa vseeno naredimo, edino to je, da tega ne ponavljamo vsak dan, recimo. Ne? Ja, zdaj bi se pa še k apostolu Jakobu obrnili z 1. poglavja, tudi zapiše zelo zanimivo misel. Apostol Jakob pravi takole: Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. Je zelo realen, kaj ne? Lahko bi tudi iz tiste zgodbe prej videli smrt. Tudi to, otroška razočaranja, izguba prihodnosti, smisla, težave, to so vse majhne smrti v naših življenjih. Ne? Tako da je Jakob tukaj zelo resnično pove. Ne? Ja, drži. Mogoče velja omeniti to,
v teh časih ni več, tudi v naših katoliških vrstah se to ne uporablja, ampak mogoče v preteklosti smo večkrat lahko slišali, Bog preizkuša, boš kaznovan strani Boga. Ne? To ne drži. Ne? Apostol Jakob jasno pravi, ne? Da Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Ne? Bog je ljubezen, Bog neizmerno ceni našo svobodo. Želi, da se mi sami odločimo. Ne? Tle preko naše svobode ne more. Ne? Zato je tako zelo pomembno tudi v procesu zdravljenja, da se posameznik sam odloči za zdravljenje. To na začetku po večini ni tako. Ne? So ti zunanji dejavniki, zunanji pritiski, ki takega posameznika nekako pripeljajo recimo na zdravljenje, ampak v procesu zdravljenja pa si želimo, da bi se posameznik sam odločil za abstinenco, ker smo prej govorili, da je bolezen odvisnosti kronična bolezen, pač tak posameznik ne bo več mogel biti zmerni pivec, recimo, če gre za alkohol, bo mogel zdrževati doživljenjsko abstinenco. Ampak zelo se mi zdi pomembno to, naš Bog je Bog ljubezni. Nas vedno vabi in kliče, da se rešimo teh zemeljskih sužnosti, ki odvisnosti so ekstremen primer take sužnosti, vendar pa en obraz te ljubezni je tudi modrost in je tudi moč. V tem smislu ne bom jaz pomagal enemu alkoholiku, da mu kupim pijačo. Ljubezen ni slepa, tudi Božja ljubezen ni slepa, ampak vidi dlje, kot vidimo mi, ima tudi moč, da nam pomaga. Tako da se mi zdi to, kar tukaj apostol Jakob pravi, mogoče nam želi povedati tudi to, da ne iščemo krivcev drugod. Tudi nekdo, prej sva govorila, če je rana razlog za nastanek odvisnosti, lahko, ampak v nekem trenutku se tak posameznik mora sam odločiti za spremembo, svoj pogled usmeriti naprej. Se pravi, da se nima za žrtev, pa reče, tako je bilo in jaz ne morem drugače. Ne? Tako, da usmeri ta pogled naprej, da prevzame odgovornost. In moje izkušnje pri delu z ljudmi, ki imajo težavo z odvisnostjo od alkohola, so vzpostavili abstinenco, je v tem, da se to da. To se da. Tudi če gre za zelo hudo obliko odvisnosti, se to s pomočjo drugih to da, ampak gre za njihovo odločitev. Mogoče velja poudariti tudi to, koliko je tudi zdravilna beseda, te skupine zdravilnih besed imajo to komponento, da želimo vzpostaviti varno okolje. Nekdo, ki je ranjen, se bo zaprl in mi vsi potrebujemo to varno okolje, v katerem smo pripravljeni spregovoriti o naših ranah. Ko se nekdo, ki je ranjen, dobi ta občutek, da je varno, da lahko spregovori o svojih ranah, potem začne vzpostavljati tudi distanco do tega svojega vedenja. Ker dokler je tak posameznik v obrambnih mehanizmih, v zanikanju, se on nekako zlije s tem. In prvi korak v smeri rešitve je v tem, da loči, da si reče, ok, ta bolečina, ki jo meni, ni moja. To je mogoče posledica tega, ker sem jaz zrasel gor in sem jaz to mojo bolečino si pomagal rešiti z alkoholom. Ampak to je samo en delček moje zgodovine, to ni moj celotni jaz. In skupine zdravilna beseda so lahko tako podporno okolje, kjer lahko pomagamo takim posameznikom, če jih prepoznamo, usmeriti potem, da poiščejo strokovno pomoč ali pa njihovim svojcem. Tako, morda nekdo prvič v življenju najde prostor, ki ga doma ni imel, nikjer ga ni imel. Zato je dobro ustvarjati različne skupnosti, okolja, kjer je varno in lahko poveš in te ne bodo zavrgli, ne bodo te kritizirali, ampak to je res velik dar, če to doživimo. Morda še prebereva iz pisma Efežanom, ker Pavel prepravi, kdo me bo rešil, ampak mi kristjani imamo upanje v Bogu, je tako tudi ne samo ta človek, ki je zasvojen, tudi njegovi svojci mora imeti upanje v Boga, ker jih to najbrž tudi njih presega. Gotovo, kristjani vedno imamo upanje in moramo se pa seveda mi kristjani zavedati, da vedno nam mora biti vsaka situacija priložnost za ljubezen do drugega. Bog bo deloval po ljudeh, po nas, ko bomo nekomu svojcu recimo pomagali poiskati pomoč, mu nudili oporo.
dali informacije. Ne? In apostol Pavel v pismu Efežanom pravi takole: Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu, ne živite več, kakor živijo pogani v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti, ki je v njih, in zaradi trdote njihovega srca jim je razum otemnel in so se odtujili Božjemu življenju. Ko so tako otopeli, so se prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim pohlepom počenjali vsakršne nečistosti. Vi pa se niste tako učili Kristusa, če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Lepo povedal, ne? Postati nov človek, to je klic pravzaprav vsakemu kristjanu, nekomu pa, ki je padel v odvisnost, najbolj še bolj spregovori, kaj pomeni sleči starega človeka in obleči novega. Kako ste vi to doživeli, ko se je nekomu to res zgodilo? Na teh skupinah, ki sem jih pač jaz kot terapevt vodil, so večinoma ljudje, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje. In to je pač visoko strukturiran program, kjer se v odmaknjenosti od doma, greš v drugo okolje, vzpostavi abstinenca in s pomočjo terapevtov posamezniki dobijo uvid v odvisnost in vzroke, zakaj je nastala odvisnost. Ampak pomembno, ko govorimo o novem človeku, se mi zdi to, da takemu posamezniku nudimo oporo v tem smislu, da ga najprej podučimo. Recimo, mi smo te ljudi se prav naučili, kako ravnati v primeru, če pride do skušnjave, da bi začeli prihajati misli, da bi nekaj popili. Recimo, In to je tudi svetopisemski pristop na nek način, ko pravi čuječi bodite. Tako jih tudi mi te ljudi učimo, da v trenutku, ko pride skušnjava, morajo spremeniti, morajo narediti nekaj drugega, se pravi poklicati nekoga, se odpraviti ven iz hiše, se odpraviti med ljudi, poslušati neko glasbo, ali pa ponavljati recimo kakšen svetopisemski izrek, kratek, ki je zelo močen, ker narava naših misli je taka, da ne more dveh stvari hkrati imeti v glavi. In če mi recimo ponavljamo en močen citat iz Svetega pisma, bo ta skušnjava šla mimo. Ali pa če pokličemo nekoga drugega iz skupnosti. Tako da tega novega človeka počasi slečemo. Je tudi to proces. Redko, kateri so taki, ki so imeli mogoče tako milost, da so se naenkrat recimo lahko odrešili. Je to en proces in zato zelo se priporoča, da se vsi ti, ki imajo to težavo, recimo so zaključili bolnišnično zdravljenje ali pa ambulantno zdravljenje, da se vključijo v neko skupino, ki je potem podpora in jim pomaga pri vzdrževanju abstinence in pri urejanju, torej tudi ostalih seveda odnosov, ker v tem času, v letih razvoja bolezni in odvisnosti so se porušili medsebojni odnosi, oddaljili so se, mogoče so službo izgubili, mogoče so izpit za avto izgubili in je ta proces rehabilitacije traja kar nekaj časa. Tako, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, spremljate katehezo Zdravilna beseda o odvisnosti in zdravljenju z Božjo besedo, čeprav so seveda tudi drugi vidiki pomembni pri pomoči nekomu. Tudi molitev je pomembna za tega človeka, kajti morda kdaj nekdo mu ne more niti moliti, lahko pa molijo drugi za njega. In vas oba vabiva s Tomažem Makovcem, da se nam pridružite v tej molitvi za vse tiste, ki trpijo zaradi posledic odvisnosti od alkohola ali drugih odvisnosti. Gospod naš Bog, ti poznaš človekovo srce globlje, kakor ga poznamo sami. Vidiš tudi tiste skrite pasti, kjer se začne zdrs, tiho, skoraj neopazno, iz radovednosti, iz želje po tolažbi, iz bega pred bolečino. Gospod,
priznavamo, kako hitro se lahko dobro spremeni v navado in navada v potrebo in potreba v verigo, ki človeka zasužni. Ko vino obljublja olajšanja na koncu rani, ko človek izgublja nadzor nad sabo, ko se vrača tja, kjer je že bil ranjen. Takrat te prosimo, odpri nam oči, da bomo videli resnico. Gospod, usmili se vseh, ki so ujeti v zasvojenost. Ti vidiš njihov notranji boj, njihovo razklanost, ko hočejo dobro, pa ga ne morejo storiti. Slišiš njihov tihi krik, kdo me bo rešil? Pridi, Gospod Jezus, kot zdravnik ranjenih src. Vstopi v tiste dele življenja, kjer vladata sram in nemoč. Daj moč, da človek naredi prvi korak. Korak iskrenosti, priznanja, želje po spremembi. Pošli svojega duha, da bo prelomil verige odvisnosti, da bo dal novo srce in novo miselnost, da bo človek lahko odložil stare navade in zaživel v resnici, svobodi in dostojanstvu. Gospod, nauči tudi nas, kako biti bratje in sestre na poti ozdravljenja. Obvaruj nas obsojanja, nestrpnosti in lažne pravičnosti. Daj nam nežnost, potrpežljivost in modrost, da bomo znali nositi bremena drug drugega. Posebej te prosimo za družine in bližnje zasvojenih. Njihova bolečina je tiha, dolgotrajna in globoka. Daj jim moč, da ne obupajo, pa tudi modrost, da ne nosijo bremen, ki jih ne morejo nositi sami. In kakor se zdi, da ni več upanja, ko so vse poti izčrpane in srce omahne, nas spomni, Gospod, da tvoje usmiljenje ne pozna meja in da ti deluješ tudi tam, kjer mi ne vidimo več poti. Tebi izročamo vse padce, vse boje in vse rane. Verujemo, da ti lahko iz vsakega dna dvigneš človeka v novo življenje. Amen. Amen. Tako, gospod Tomaž Makovec, najlepša hvala za vse to, kar ste z nami podelili o vaših izkušnjah, znanju, o Božji besedi. Verjamemo, da bo marsikomu to v korist. Hvala, da ste nam prisluhnili. Če kdo želi kaj več zvedeti o besedah o skupinah zdravilne besede, naj se obrne na Svetopisemsko družbo, kjer bo zvedel, kam se lahko vključi v eno izmed teh skupin ali pa postane moderator teh skupin v procesu usposabljanja. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, vam pa res iskrena hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Vsem želim miren večer, hvala Boštjanu Smoletu, ki je oddajo tehnično uredil. Vse dobro in se slišimo zopet v juniju. Nasvidenje. Radijska kateheza.